Veš, kakšna je razlika med termometrom in termostatom? Saj vem, da veš, ampak termometer je naprava, ki meri temperaturo v samem prostoru. Na drugi strani pa je termostat, ki spremlja temperaturo in jo potem prilagodi na željeno. In zdaj se mogoče vprašaš, kakšno ima to vezo s tvojim brandom. Podjetniki delujemo zelo podobno. Včasih smo bolj podobni termometru, včasih pa bolj termostatu. Če smo bolj podobni termometru, potem spremljamo okolico, gledamo, kaj se dogaja okoli nas, kaj se dogaja v našem trgu, kaj se dogaja v drugih trgih, kaj dela konkurenca, kaj je trendi in potem to kopiramo na naš brand. In ne mislim nujno, da kopiramo direktno vsebine, cene, ponudbe, vse to, kar se ne sme kopirati, ker verjamem, da če si v tej skupnosti, potem tega ne počneš. Bolj imam v mislih to, da se kopirajo trendi, različne strategije, ki mogoče niti niso najbolj smiselne za tvoj brand. Ali pa kopiramo nek sistem, strategijo oziroma trend, ker pač je in, ker je trendi. No, točno to delajo termometri. Kažejo to, kar je v okolici. Na drugi strani pa so termostati, ki bolj opazujejo in se prilagajajo potrebam na trgu. Če je pomanjkanje na eni strani, potem to uravnovesijo in če je nečesa preveč na drugi strani, tudi to lepo uravnovesijo. Tukaj pa je potrebno več kreative, več akcije, več opazovanja. In če smo čisto iskreni, potem vemo, da je pravi lider svojega brenda bolj podoben termostatu. In kot pravi lider svojega brenda, tudi ti najbrž želiš, da je tvoj celoten brand bolj podoben termostatu in ne toliko termometru, ne? Ali drugače povedano, verjetno želiš ustvariti avtentičen, unikaten brand, ki izstopa iz konkurence. In tukaj je 5 korakov, kako lahko postaneš bolj podoben termostatu. Prvi korak je, da jasno določiš, kateri problem sploh rešuješ. Ta problem pa mora zares obstajati, idealno je, če je trdovraten in dovolj pogost. Drugi korak je, da jasno določiš svojo idealno stranko. Komu želiš služiti? Zdaj, če še ne veš, kdo je tvoja idealna stranka, potem si lahko pomagaš z priročnikom, ki ga najdeš na moji spletni strani. Link do tega brezplačnega priročnika bom pustila tudi spodaj pod video. Tretji korak je, da določiš sistem oziroma način za najbolj celostno rešitev tega problema. In ta rešitev je vezana na to, da v bistvu tvoja idealna stranka najhitreje in najbolj učinkovito pride do rešitve oziroma do cilja, ki si ga želi. Četrti korak je, da ugotoviš, kakšna bo ponudba oziroma kreiraš ponudbo, ki bo pisana tvoji idealni stranki na kožo. Torej, kaj vse mora vsebovati tvoja ponudba in na kakšen način jo predstaviti, da jo bo tvoja idealna stranka slišala in konzumirala in se jo v bistvu ne bo mogoče sploh upreti in da bo brez premisleka komot rekla da tvoj ponudbi. Peti korak je, da ugotoviš način, kako lahko sploh prideš oziroma dosežeš svoje idealne stranke in kako jih lahko potem še dodatno podpreš. Idealno namreč je, da tudi po nakupu svojim idealnim strankam še vedno služiš in jim daješ maksimalno, da jim nudiš maksimalno podporo, ker jih želiš obdržati v svojem krogu, zato da jim lahko kasneje ponudiš mogoče kakšno drugo ponudbo ali mogoče kakšno nadgradnjo, da naredijo še korak naprej. To je pa seveda odvisno od tvoje idealne stranke in od tvoje ponudbe, kaj bi bilo tisto najbolj smiselno. Upam, da ti ta perspektiva pomaga, da če kdaj mogoče zaviješ bolj proti termometru, da se ustaviš in rečeš, opa, jaz hočem biti bolj podoben termostatu. Če ti je bil ta video všeč, potem bom ti zelo hvaležna, če ga deliš tudi na družabnih omrežjih. Lahko me tudi označiš, tako da se ti bom lahko še osebno zahvalila. Ne pozabi pa klikniti tudi na gumb subscribe in se naročiti na moj YouTube kanal.